vidite tegale gospoda? Se vam zdi, da je fit, da je vitalen, poln pozitivne energije in izžareva zdravje, ravnovesje? Tako vam povem, da je to Marjan Rupnik, ki je pravzaprav danes tisti, ki ima v Sloveniji pravzaprav tudi status meniha, budističnega meniha, je res, malce moram poškeliti, in je pravzaprav prvi v Evropi, skoraj da bi lahko rekli tudi na svetu, ki je ozdravljen diabetik tipa 1. Danes ga boste spoznali njegovo zgodbo in marsikatera meja, ki jo mogoče predstavlja vaš se bo na nek način sesula. Lepo pozdravljen, dobrodošel, Marjan, hvala za odziv na naše povabilo. Diabetes tipa 1 je, moram reči, da bolezen, številke naraščajo in ni lepa slika. Ampak ni pa to vse, kar si prebolel v svojem življenju. Ne, je bilo kar nekaj diagnoz, od kar nekaj rakov, tudi med njimi kožni, tudi limfni rak, tudi rak prostate je bil med njimi, ulkus, gastritis, hipertenzija, dermatitis, kilažo ste že tako pokazala, tako da je bila vidna. Živo sem po, bom rekel, družbenih prepričanjih zdravo, ekološko meso seveda, ekološko mleko, pač ne vem, ker je to veljalo, da je to zdravo, ne, sem tudi pričakoval, da bom zdrav, ne, na kar se je izkazalo ravno obratno, da to ni zdravo za prehranjevanje človeka. Danes vem, da v bistvu človeško telo lahko presnovi maksimalno 3% beljakovin, ampak to rastlinskega izvora, ne, ker živalska beljakovina rabi abnormno količino kislin, da pride do razkroja. Ne. To se pravi, zdaj, če pa nekaj v mojem telesu gnije, ne, pa začne počasi tudi moje telo gniti, kar se je tudi začelo dogajati. Ne. Zbolel sem tudi seveda zaradi psihe, ker telo ni delovalo, ne, ker jaz sem bil poln te jalove temperature, toplote pri ustvarjanju vseh tega metana, kislin v telesu, ki se je ustvarjal, teža je rasla, ker jaz nisem mogel presnoviti toliko hrane, kakor pač sem jo tudi pojedel. Marjan, ampak katera točka, kater trenutek, dogodek je bil tisti v tvojem življenju, ko si bil tukaj na tleh po vseh teh težkih diagnozah, zaradi katerih bi mogel umreti, da si rekel potem, ok, zdaj pa dost, nekaj bom dejansko spremenil. To je bilo takrat, tisti moment, ko so mi rekli, da mi bojo rezali noge. Tisti moment sem se zavedal, da imam 2 let starega otroka, in sem rekel, to pa ne bo šlo. Pri otroku brez nog biti je pa nemogoče. In to je bil tisti moto, ki še danes velja za mene, da moji otroci si zaslužijo imeti zdravega očeta. In še danes se velikokrat spomnim teh, bom rekel, čudovitih dogodkov, ker te dogodki so mi pomagali samo, da sem dozorel, da sem zrastel, da sem dojel, da ta družba pač stremi k temu, da so ljudje bolani, ne zdravi. Nažalost je tudi medicina tukaj. Vse vemo, jaz ne krivim njih, ne krivim farmacijo, ker farmacija je tista, ki proizvaja te strupe. Zdaj pa kot tovarna, normalno, da se tudi tako temu primerno obnaša, da mora biti pač populacija bolana. Najbolj me pa boli, da to počnejo že pri otrocih. Bom rekel, jaz tukaj pozivam pediatre, da se nehajo sprenevedati, pa nehajo otrokom siliti mleko. Mleko je narejen za teleta. Naši otroci niso teleta. So človeški otroci, lahko pijejo mamino mleko. Zdaj, če pa mama nima mleka, se pa da čudovito nadomestek pripraviti. To je indijski nadomestek, reče se mu kokoh. To se 7 žit kuha 6 ur, dodajamo riževo mleko, lahko dodamo tudi agavin sirup, naprimer, lahko javorjev sirup, katerokoli od fruktoznih sladkorjev. In je to čist, bom rekel, zadostuje vsem potrebam po mineralih, po vitaminih za človeško telo, ker človek ni narejen za uživanje mesa, pa mesnih izdelkov, še najmanj pa mleka, pa mlečnih izdelkov. Ali govoriš o nekih prehranjevalnih navadah, ki so za mnoge ljudi normalne, ampak ali je bil to razlog, zakaj toliko različnih diagnoz, kot so diabetes, pa vsi ti raki in tako naprej? Absolutno, ker pri tem načinu prehranjevanja je moje telo doživelo kolaps. Ker enostavno ni zmoglo več
je bilo izčrpano maksimalno, kolikor se je le dalo, ker moramo vedeti, da čim mi damo hrano v usta, naša hipofiza to preslika in steče po našem telesu informacija. Zdaj, do trebušne slinavke, trebušna slinavka naredi encime za presnovo, pri živalski beljakovini se pa to ne dogaja. Steče informacija do vranice, vranica odreagira kot obrambni mehanizem in ni encimov in mi ne presnavljamo. Povrh vsega se še zlije v naš 12-ternik ogromna količina žolča, ki pa emulgira črevo. In če je črevo pa emulgirano, to se pravi, da je pregreto, da je zapečeno, stisnjeno, pa ne more biti vitaminskega pa mineralnega stanja zadoščenega v telesu, ker receptorji ne sprejemajo tega. V tem je problem, v hiperfunkciji žolča. Kako ti je uspelo, dejansko si prvi v Evropi, verjetno tudi na svetu, ki mu je uspelo torej ozdraviti diabetes tipa 1? Se pravi, še enkrat poudarjam, danes imamo to čast in možnost, da gostimo človeka, ki je prvi v Evropi, verjetno tudi na svetu, ki je pozdravil diabetes tipa 1 in na neki točki svojega življenja se je zavedal, da mora narediti velike spremembe v življenju, kajti skoraj so mu odrezali obe nogi, danes pa je tukaj z nami fit, vitalen, poln energije življenja in pravzaprav pomagaš dejansko drugim, da najdejo svojo pot, pravo pot, tako tudi 6. prvega predavanja, kaj ne da? Tako, v Sevnici, v dvorani pri bazenu, to je športno društvo pri bazenu, ker sta dve dvorane športnega društva, vljudno vabljeni ob 17. uri, tam se bo res govorilo, tudi gostja bo Irma Ugorevc, moja prijateljica, moja kolegica, pa Igor Ugorevc. No, to je ta tim, s katerim smo bili dosti nori, da smo to šli v ta projekt in smo dokazali svetu, da diabetes je ozdravljiv, dokazali smo, da raki so ozdravljivi, seveda ob pravilnem pristopu. Moramo pa vedeti, da človek je danes robotiziran, poneumljen in zaupa slepo, verjame, ker tudi jaz sem slepo zaupal, pa verjel, ker za mene je medicina zelo sveta stvar. To povem tudi kot, bom rekel, doktor tibetanske medicine. Govorim kot terapeut, svetovalec, kot Karuna, ki mojster Ušujevega reikija, kot Karuna, kot mojster angelskega reikija, mojster in učitelj, pa mojster in učitelj Imara reikija, s 15-letno prakso skoraj. Povem, da ta način, kakor nas družba uči, ni pravilen, ni primeren. Moramo vedeti, zakaj zapuščajo zdravniki vrste svoje, zakaj vračajo licence nekaterim, ko jim klik v glavi naredi in se zbudijo in vidijo, da delajo narobe, da ta pot, na kateri so, ne pomaga človeku, ampak ga zasužnjuje, ga ubija na dolgi rok. Se pa je jasno, znanstveno potrjeno, dokazano, tudi priznano iz strani WHO, da 3% oziroma lahko rečemo 11% zdravil na tem svetu ima nek pozitivni učinek, ampak problem je v tem, da ima pa en cel kup stranskih učinkov. In pol pa grejo na tisto, ja, to je 1:1000, aha, 1:1000 in pol se pogovarja z ljudmi in je od 20 ljudi ima 15 ljudi iste diagnoze, iste stranske učinke. To se pravi, da je to zavajanje ljudi, tudi farmacija, tukaj je farmacija kriva, da zavaja, ne zdravnik. Kako dotično, recimo, si se lotil oziroma z ekipo ste se lotili in tudi dokazali pri tebi na lastni koži, da je diabetes tipa 1 ozdravljiv? Začetek je bil takšen. Začel sem spreminjati prehrano. Takoj, tisti moment, ko sem se odločil, sem odrezal vse živalske beljakovine, definitivno to ne paše v moje telo. Danes si vegan? Tako, že 15 leto in sem ponosen na to. Bravo, čestitam. Imam tudi otroke, ki so vegani. In zelo lepo funkcionirajo, so popolnoma zdravi. Lahko rečem, da sem ponosen oče, da moja hčerka v 7 letih ni bila niti enkrat bolana, ima kartoteko prazno, čeprav sem me vlačal od sodišča do vsega Boga, ne, pa pustimo to. Naj jim Bog pomaga, pa Bog oprosti, ker jaz jim nisem niti zameril. 2 meseca pa pol sem jedel samo zelenjavne juhe. 1 šalico zelenjavne juhe na dan. Užival sem hladno stiskana olja, užival sem določena eterična olja, s timom Planeta zdravja. Lahko rečem, da sem hvaležen, ne vem, Bogu sem hvaležen, da me je pripeljal do njih, do Irme pa do Igorja.
da smo takrat res naredili takšno revolucijo, da je bilo veselje. Jaz sem v 2 mesecih pa pol shujšal iz 140 na 75 kg. Rešil sem se vseh diagnoz, sladkor je še dan danes normalen, popolnoma normalen. Bolečina, bom rekel, da skoraj ne vem, razen če me kje razjezi, da me res kdo spravi v tisto stanje, ker mu želim pomagati, pa kar ne dojame in takrat, ko malo povzdignem glas, da me majčkeno mogoče glava zaboli. To je pa vse, ampak to se malo namažem, pa je v redu. Ogromno tega, res pa je tudi, da je veliko tako imenovanega odrekanja. Čeprav to ni odrekanje. To je samo tisto, kar moraš v glavi sprejeti, da ta način, s katerim delaš do danes, ni pravi. To se pravi, da ga moraš spremeniti. Nekaj moraš spremeniti, drugače si pa norc, če kar isto delaš, pa pričakuješ, da bo drugače. Tako, vse telo nam pove. Ampak mi smo toliko glupi, ker nas je ta družba naredila toliko glupe, da enostavno več ne razumemo govorice telesa. Telo nam vse pove. To ni v redu, ni v redu. Jaz danes, da pojem, ne vem, naprimer, jaz tudi paradižnika zdaj ne jem, zato ker je zelo močen alergen in naredi katastrofo in mi trebušno slino, ko požene toliko v hiper, da enostavno me začne lahko dušiti. In to so ta dušenja pri vseh ljudeh, ko ogromno paradižnika pojejo. Pa sploh ne vejo, zakaj. Tako. Jem krompir. Krompir jem, zato ker krompir je zelo dober čistilec telesa. Z olupkom, a ne? Tako. Tudi jaz. Bojde, da to je ščetka za jetra tudi, ne? To je za celo telo, ker vsi strupi, naprimer krompirjev sok, da ga pijemo vsak dan pol ure pred jedjo, ali pa vsaj 20 minut pred jedjo, to je fantazija za prečistiti telo, ali pa kumaričin sok, naprimer, pol slana voda, naprimer, vsi kričijo, koliko je sol škodljiva, ne? Če bi bila sol toliko škodljiva, zakaj pa v bolnicah šibajo infuzije? Infuzija je dejansko slana voda? 0,9% fiziološka raztopina. Mi smo vsaj toliko humani, da dajemo ljudem to pit, ne pa venozno. Edina ta razlika obstaja, seveda pa mora biti sol ne mleta, ne jodirana in ne rafinirana. Zakaj? Ker ta jod, ki ga dodajajo soli, je anorganski in lahko trajno poškoduje ščitnico. Sol, ki ni rafinirana, vsebuje naravno prisotni jod. Če pa rafinirirajo sol, to se pravi, da jo grejejo tam na 80-90 stopinj, pa ta naravno prisotni jod zgori, ki gori pri 40 stopinjah. Marjan, pri tebi omenil si kup svojih nazivov, pa verjetno se še kakšen najde, med drugim tudi doktor tibetanske medicine. Moram reči, da sem navdušena in tudi mojster in učitelj mnogih takih in drugačnih terapij. Pri tebi pa bojda tudi testiraš ljudi, da imaš neinvazivni laboratorij. Tako, mi rečemo neinvazivna aparatura, s katero delamo izvid. Zato, ker moramo biti, veste, pazljivi, ker se obešajo na čisto vsako vejco pa piko. To pokaže 130 parametrov v 3 minutah. V 3 minutah imamo mi kompletno sliko celega telesa, kaj se z našim telesom dogaja in na podlagi tega se pol odločamo, katera olja dajemo človeku piti. Zdaj nekateri pravijo, olja ne pomagajo. Jaz pravim, to ni res, to je čista, to je takšna laž, da je groza in strah. Ampak govorimo o hladnosti skanikolij. Obvezno, ja, absolutno, zato ker moramo vedeti eno stvar, tudi kuhamo ne na oljih, pa na nobeni maščobi, ker maščoba, čim je pregreta nad določeno temperaturo, je škodljiva za naše ožilje, nam zamaši ožilje in je isti smorn, kakor da jemo meso. Absolutno. Če pa mi uživamo olja hladno stiskana na žličko, s tem, da ga malo požvrklamo, da ga koaguliramo že v ustih, da ga vežemo s slino, pa nima nobene teže več na žolčne nič. Ne draži žolča. Tako da žvrklanje olj, ampak ne več kot minutko. Do minutke, ja, kar je pa nad minuto, je treba pa pluniti ven, ker se pa že toksini sproščajo v olje. Zanimivo. Če še vedno živite v prepričanju, oziroma če imate sami ali diabetes tipa 1, lahko na koncu tudi 2, in pa raka, če poznate koga, ki ima te težave, dajte mu povedati 6.1. predavanje, ki ga ne sme zamuditi, življenjsko pomembno bi lahko rekli. Torej, kje smo rekli, dvorana pri bazenu, mesto je pa Sevnica. Tako, tukaj moram še poudariti vse diagnoze, ki se jih medicina pač gre, ker jaz sem se bom rekel, zamislil, ko sem zvedel, kaj pomeni beseda diagnoza. Mislim, da smeh je zaradi tega, ker v bistvu beseda diagnoza pomeni dva nevesta.
Aha. Ja, in pol v bistvu v končni fazi mi je zdaj jasno, zakaj, ko priješ zdravniku, vzame farmacevtsko knjigo pa bere, ne. Za to bolečino je to zdravilo, ne, ker ne ve, ne. Za mene je, mislim, za pacienta je logično, ne, ker se pač tega ni učil, ne. Mehanik mojega telesa bi pa mogel vedeti, ne pa to, kar izjavljajo, ne. Po televiziji je bilo zdaj, moj kolega Sejan Rutar je tudi ozdravljen diabetik tipa 1, in zdaj njemu v bistvu so ga spljuvali, da medicina ne zna popraviti delovanje trebušne slinivke. Mislim, mene bi bilo sram to javno na televiziji povedati, ker sem mehanik človeškega telesa, pa tega ne znam popraviti. Mi pa znamo popraviti delovanje trebušne slinivke, je nek proces, absolutno se to ne zgodi z danes na jutri, ne. To traja, ne vem, lahko kakšen mesec, 2, 3, ne, ampak definitivno se da, mora biti pa resen pristop, ne. Ker če mi švinkamo pri hrani, telo pove, telo reagira. Marjan, doktor tibetanske medicine si postal v času tvojega življenja v Tibetu? Tako. Pri sami rehabilitaciji tudi. Pri sami rehabilitaciji? Tako. Se pravi, najprej si sebe pozdravil, potem pa naprej. Tako. Kaj pa pravijo, glede na to, imel si, dajva še enkrat našteti, katere diagnoze vse si imel? Diabetes tipa 1, ulkus, gastritis, hipertenzija, dermatitis, kožni rak, se mi koža odpirala, limfni rak, tudi levkemija se je pojavljala, rak prostate, mogoče sem kakšen No, se je verjetno že dosti. Ampak danes recimo si povsem brez zdravil? Ja, nobenih tablet, nobenih medikamentov, uživam hladno stiskana olja, da se dela pač korekcije, ker moramo vedeti. Kakšna prehranska dopolnila tudi? Ja, tudi bom rekel največ... Ampak zdravil pa ne? Ne. Največ kakšno omako pojem, pol pojem tudi nem v prahu, ašavagando naprimer, ki je zelo dober antibiotik tudi, pijem koloidno srebro, ki ga sami proizvajamo tudi, smo kupili generator, prav za generirati. Ampak kaj pa doktorji pravijo recimo? Zagotovo si imel v tistem času, ko si zbolel in verjetno si bil v medicinski, v tem procesu. Kaj danes pravijo tvoji zdravniki? No, to sem hotel povedati, ne. V bistvu so začeli izjavljati tudi eno obdobje, da so se zmotili v diagnozi, ne. Ampak jaz tukaj pa pozivam zdaj spet zdravnike, tisti, ki si drzne reči, da so se zmotili v diagnozi, naj to javno pove, ker ga bom z veseljem tožil. Tožil ga bom zato, ker žali svojega kolega, mojega osebnega zdravnika, ki vem, da mi je postavil pravilno diagnozo, ker pri 25 cukra bi že malo težje, naj se zmotil v diagnozi, kakor mi ga je takrat nameril. Pa pri 120 enotah inzulina, ki sem ga užival, da so se zmotili v diagnozi, oni so mene hoteli ubiti. Oni so mene hoteli pol zavestno ubiti. In naj se javi zdravnik, ki si upa trditi, da so se zmotili v diagnozi. Pa ne, jaz ga ne bom tožil za to, da bom se jaz zdaj okoriščil, da ne bo kdo mislil, ker pol vsak misli, da se hočeš samo okoriščati za odškodninami pa to. Jaz bom ta denar podaril. Jaz bom ta denar podaril inštitutu na Harvardski univerzi, ki proučuje nov način prehranjevanja, nov način zdravljenja, tudi, ali pa na Japonsko, kjer proučujejo zdaj tudi olja te planeta zdravja, jih bom financiral s tem. Res, zato ker enostavno ne moramo se iti več igrc, ker naše življenja niso šraufi, pa niso stroji, niso vijaki, mi smo bitja. To se pravi, da nas je treba tudi tako jemati, ne pa tako, kot nas danes jemljajo. Meni smo vredni kot številka, vzem številko pa počakaj, pa te stvari. In če bi vsak zdravnik imel to aparaturo v svoji ordinaciji, v 3 minutah vidi stanje človeka, ga lahko popravi že na licu mesta. V pol ure je obravnava človeka lahko gotova. Pol pa, da ga ti še osvestiš o prehrani, se jaz razumem, da na medicini, da zdravnik nima pojma o prehrani. Čeprav pametujejo o hrani pa te stvari na veliko in na široko, a o prehrani se ne uči. Ja, ne učijo se, enostavno se ne učijo. Marjan, najlepša hvala, da si se odzval našemu povabilu. Te še povabimo, zato da bo še lahko kaj povedal, prav?
6.1. pa torej predavanje, ki ga ne zamudite, predvsem tisti, ki poznate koga ali imate sami diabetes tipa 1 ali kakšne druge težje diagnoze. Torej 6.1. v Sevnici. Informacije najdete tudi na www.klepet.kavi.si. Za kak nasvet, če nimate dostopa do interneta, pa lahko pokličete tudi 02 6200 230. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.